Hvala lepa. Naslov naše tribune je, kdo nam je ukradel državo. Lahko bi tudi še nadaljevali z naslednjim vprašanjem. Okradeni državljani. In še naslednje vprašanje, odsvojene vrednote. Slovenija je na prelomnem trenutku. Protesti so rezultat socialne krize in pa seveda tudi globalnih dogajanj v svetu. Niso pa samo pogojeni s tem. Glavni vzrok za to sindrom kriz je pravzaprav nepravna država. Nepravna država, ki pa ima svoje korenine globoko nazaj. Recimo, da gremo lahko tudi v čas druge svetovne vojne. Lahko bi rekel tudi eno vprašanje, kdo nam je okradel NOB. Spomnimo si Dolomitske izjave. Takrat boj proti okupatorju ni bilo samo stran komunistične partije, ampak je bila stvar predvsem narodno zavednih ljudi, krščanskih socialistov in drugih, ki so videli v sovražniku zlo, ki ga je treba z odločnim odporom odstraniti. To se seveda ni zgodilo. Prišlo je potem enoumje in to enoumje je baziralo predvsem na nasilju. To nasilje se v prikriti obliki še danes nadaljuje. To enoumje ima posledice tudi v današnjem času. Temu bi jaz rekel histereza možganov. Nekateri pač vztrajajo v tem in verjamejo samo to, kar jim ukazujejo pravzaprav njihovi gospodari ali pa podkupljivi mediji in niso pripravljeni misliti za svojo glavo. Vrednote so pa tiste, ki omogočajo, da se nekdo polasti tujega imetja ali pa da uporablja metode laži, metode linča in potikanja za uničevanje svojega političnega nasprotnika. Tukaj pravzaprav je vir te naše razklanosti. Mi se gremo, ne gremo pravzaprav leve ali desne, mi se gremo, kdo je pošten in kdo pravzaprav ni pošten. To je osnova naše razklanosti. In če hočemo to razklanost premostiti, mora resnica končno premagati laž. Tak primer laži je ravno konstrukt neke komisije za preprečevanje korupcije, ki ne vzdrži nobene vode. To poročilo prebere, lahko vidi, da so stvari take, da jim normalen človek ne more verjeti. Prvič, lastninjenje gospoda Janeža Janše je lahko čista. Če se kratka računica, lahko pove, da je gospod Janez Janša z lahkoto ustvaril premoženje samo z osebnimi dohodki, ne družinskimi. Torej, sama komisija bazira na nekaterih nespoštovanju samih lastnih zakonov in predpisov in tudi ustavno je vprašljivo. Torej, tisti, ki tega ne vidi, tisti, ki vidi samo končno ugotovitev sum tveganja za koruptivnost Janša in to ponavlja, tisti ima veliko maslo na glavi. Ali misli svojo glavo, ali ne misli. In tudi vi morate sedaj misliti svojo glavo in sami presoditi, kaj je resnično, kaj so resnična dejstva, a je to logično. Druga stvar je, posledica vseh dogodkov, posledica orkestracije za protesti. Protesti so jasno rezultat krize. Razumemo stisko ljudi, ampak kdo je v to stisko ljudi pognal? Kdo je pravzaprav okradel te državljane? Kdo je osvojil milijarde gotovine? Kako so šla podjetja na kant in zakaj so šla? Kako je bilo to lastninjeno? A ste vi lahko sami dobili kredit v milijonski vrednosti, da bi kupili podjetje? Tudi jaz bi lahko to dobil, ni tudi znal. Pa nisem mogel. Ni bilo omogočeno. Torej, šlo je za segregacijo državljanov. Segregacija je eno bistvo totalitarizma. Eni lahko, drugi ne. Torej, vi se sedaj odločite, sami presodite. In
mislite svojo glavo in upoštevajte svojo vest. Potem bomo lahko mi premagali tega raka, ki bazira na laži, potikanju in osebnemu limiču. To so v bistvu vzroki, ki segajo daleč nazaj, ki se vlečejo skozi več povojni čas. Nekoč je bilo možno, trojka ljudi je lahko poslala človeka na Goli otok. NKVD, OSO, osvobodilni so meščani. Oni so pošiljali ljudi brez prizivnost v Gulag. Se vam ne zdi, da je neka trojka ljudi, ki je kadrovsko pravzaprav vprašljiva, ki niti ni en izmetič, sploh ni pravno podkovan, oziroma je politično zelo prostranski, se obsodi nekoga, ki nima možnosti se obraniti. Dokončna obsodba, prosim vas. To nekako ne gre. In ta ravnanja imajo pravzaprav tudi odziv na gospodarstvo, na zunanjo politiko. Gospodje in gospe, če bomo mi sledili taki politiki, potem smo kot narod, kot državo ogroženi. Nam se piše slabo. Ali mislite, če bo gospod Janez Janša odstopil, da bo pa potem se cedilo mleko in med in da bo zavladal mir med nami? Ni govora. Namesto Janše bo moralo izumiti nekaj drugega. Ker te ljudje, ki so področili to katastrofo, rabijo nekega sovražnika. Njihova politika ne bazira na nekem dogovoru, na diskusiji, ampak bazira na sovraštvu, na izničenju nekoga. In to se vidi. Preglejte si komentarje v današnjih televizijskih poročilih na MMC-ju o včerajšnjem zboru. Meni je šlo na bruhanje. To niso bili strokovni komentarji, ampak blumanje in sovraštvo. Mi moramo to sovraštvo prekiniti. Nimam nič proti socialni demokraciji. Nič. Imam pa proti metodam podtajnega delovanja. To pa imam. Imam proti lažem, proti manipulacijam z množicam, proti pozivu na linč, uničevanje družine v smislu politike Stacija, psihiše Cerzecu, uničevanje namreč družine gospoda Janše in njegove žene in njegovega otroka, ko je izpotno. In zaradi tega, da obranimo človekove pravice, sem jaz danes tukaj.